Dobrodošli na izbranem pogovoru za dušo in srce. Moje ime je Ana Katarina Vehovar in vas danes pozdravljam v imenu založbe Primus, kjer so nedavno izdali tole zanimivo knjigo Visoko senzitivna oseba. Gre za prevod ameriške doktorice psihologije in raziskovalke dr. Elaine Aron, ki se je nekako odločila, da bo večji del svojega življenja, svojega raziskovanja posvetila temi visoke senzitivnosti. Knjiga nekako temelji na znanstvenih raziskavah in na terapevtskih izkušnjah in o tem, kako živeti življenje kot oseba, ki jo svet zelo prevzame, ki globoko čuti, globoko procesira, se močno čustveno odziva, je za mnoge preobčutljiva, pretirava. Bova govorile z našo današnjo gostjo, to je psihoterapevtka, specializantka jungovske analize, magistra Manca Švara. Manca, lepo pozdravljena. Lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Hvala za povabilo. Hvala za ta uvod, zanimivo temo. Ja, prvo vprašanje moje bo kar, a se tudi ti prepoznaš kot visoko senzitivna oseba? Ja, jaz moram reči, da sem bila zelo vesela povabila, ker seveda je to tema, ki mi je zelo blizu in s katero se lahko zelo identificiram. Mogoče predvsem v tem smislu, da sem pogosto preplavljena s temi občutki. Mislim, tudi današnja situacija nekako ni mogoče moje neko naravno okolje, ampak se soočam s tem in poskušam iz tega izvleči najboljše. Se mi pa zdi mogoče, da je tema pomembna, mislim, da je pomembno o njej govoriti. Vesela sem prevoda knjiga tudi v slovenščino. Tako da absolutno sem dobila ogromno odgovorov na neko vprašanje v zvezi s svojim odraščanjem, svojim otroštvom in zdi se mi pomembno, da mogoče tudi drugi slišijo, kaj ta tema, mislim, kaj to je. No, pa sva že dve visoko senzitivne zdaj tukaj, pa verjetno je še kdo. Bi mogoče za začetek kar malo definirale, kaj pomeni biti visoko senzitivna oseba? Ja, Aronova je v študiji definirala, mislim, da je to osebnostna lastnost posameznika, ki se prekomerno vznemiri, se pravi zaradi nekih zunanjih ali pa notranjih čustvenih dražljajev in da to povzroča, neko preobremenitev živčnega sistema, ki osebo, zaznamuje, mislim, že od verjetno zgodnjega otroštva in bistveno vpliva na njegovo življenje. Se pravi, da oseba s takim živčnim sistemom nekako bolj intenzivno doživlja svet, se pravi, živi na nekih visokih obratih senzitivnosti in se na veliko stvari odziva na drugačen način, kot se mogoče nesenzitivna oseba. Se pravi, kaj bi rekla, da nas dela nekako drugačne od nesenzitivnih, pa mogoče tle še poudarva, da nič ne pomeni to, da je kdo kaj več vreden, manj vreden, če si senzitiven ali če nisi. Ja, bom rekla, da pomemben poudarek je mogoče na neki globini čustvovanja, oziroma Aronova to lepo razdeli, mislim, na 4 kratice, se pravi, gre počas sem, mislim, lažje se je zapomniti na ta način, se pravi, globina procesiranja je pri visoko senzitivnih osebah bolj, se pravi, bolj polna, bolj intenzivna, veliko več doživlja taka oseba, mislim, močneje občuti. Gre mogoče tudi za, se pravi, prekomerno senzitivnost oziroma stimulacijo. Se pravi, da pogosto so to neki dražljaji, ko osebo lahko preplavijo in se zaradi tega počuti mogoče preveč vznemirjeno. Se pravi, čustvena, tako kot si že rekla, mislim, čustvena intenzivnost je pogosto, mislim, pač velik pokazatelj, se pravi, oseba se lahko zelo čustveno odzove. Mogoče pogosto je povezana tudi z empatijo oziroma nekimi zelo, bom rekla, zelo čustvenimi odzivi, mislim, ki so lahko empatični, lahko se deloma tudi vživlja, mislim, pač v neke situacije, v neke ljudi. In pa zanimiva je mogoče tudi ta, se pravi, senzorna občutljivost, se pravi, oseba opazi veliko več detajlov, določene situacije, kot jih opazi mogoče nesenzitivna oseba. Sprav dejansko imaš drugačen živčen sistem, čeprav razumem nekako. Ja, deloma je mogoče to eden od temeljnih odgovorov, se pravi, živčni sistem, ki se hitreje vznemiri, ki potrebuje določen čas tudi, da se umiri.
in ki omogoča v bistvu neke specifične ali pa drugačne načine delovanja, no. Mislim, katerih je pomembno vedeti, o katerih tudi Ehrenova lepo piše, tudi lepo opiše, no. Mislim pač same postopke, veliko je vaj, no, v knjigah, knjigi, ki pomagajo lahko posamezniku, no, pri soočanju, bom rekla, z nekimi težjimi odzivi. Pa je pri tej lastnosti tako, da si ali nisi, si lahko nekje vmes, da si delno senzitiven? Ehrenova raziskava kaže, da je recimo visokosenzitivnih ljudi nekje 15 do 20%, tako da delno senzitivnih oziroma mogoče malo manj nadaljnih nekih 22%. Približno 41 ali 42% ljudi pa se je definiralo kot nesenzitivne, tako da mislim, da se velika, oziroma obstajajo ljudje, ki se definitivno prepoznajo v tem, da niso senzitivni oziroma visokosenzitivni in verjetno tudi nimajo interesa, mislim, o tem ne govoriti, ne razpravljati, tako da, ja, neka ta kombinacija, no, mogoče visoko ali pa srednje senzitivno. Zdaj, prej si že omenila izraz empat. Mene zelo spominja visokosenzitivna oseba na empata, kako pa se, mislim, to ni ista stvar, če prav razumem. Ja, v bistvu gre za mogoče nek podoben način čustvovanja, s tem, da se pri visokosenzitivni osebi je večji poudarek mogoče na tem vznemirjenem živčnem sistemu, se pravi na načinih pomirjanja, na temu, da se odzove na neko situacijo bolj, se pravi na način, da lahko umiri živčni sistem. Empat pa se pogosto, bom rekla, zliva oziroma pač ta čustven del energije nekako uporabi za povezovanje z drugim, pogosto se lahko vživi, mislim, v osebo, kar se deloma tudi visokosenzitivno, ampak mogoče pri empatu je bolj poudarek v temu, da se pravi globlje poveže z osebo, pogosto so tudi neke čustvene, se pravi telesne reakcije, no, mislim, globoko začuti, no, mislim, osebo in pogosto so to tudi osebe, ki imajo lahko, bom rekla, neke bolj duhovne ali pa spravi specifične izkušnje, mislim, tako z živalmi kot z naravo, no, tako da mogoče ta povezava, bom rekla, z nekim presežnim, no, je mogoče bolj poudarjena. Potem so še izrazi kot recimo introvertiran, sramežljiv, zdržan, nevrotičen, anksiozen, se to ni isto, ne, kot visokosenzitivno. Pogosto se visokosenzitivno osebo sicer definira ali pa mogoče zamenjuje, no, mislim, se pravi s temi pojmi, se pravi sramežljivost je mogoče ena od lastnosti, se pravi osebnostnih, no, ni pa, se pravi odziv na neko situacijo, ni pa osebnostna lastnost, no, mislim, to sem želela povedati, tako da mogoče nastane v nekem, bom rekla, odnosu do neke situacije, kjer se počutimo izpostavljeni oziroma ne tako mogoče sprejete oziroma mogoče sojene na nek način in mogoče iz te izkušnje potem razvijemo, mislim, pač to sramežljivost, no, mislim, je pa sigurno, mislim, pač to ena od lastnosti, no, visokosenzitivne osebe. Zdaj, introvertiranost je malo drugačen pojem, tukaj se bom navezala na Junga, ki je mogoče kot prvi psiholog tudi razvil, no, mislim, se pravi ta pojem usmerjenosti vase, kar načeloma tudi je, mislim, mogoče karakteristika visokosenzitivne osebe, ampak mogoče introvertnost opisuje spet eno drugačno osebnostno lastnost. Se pravi, nevroticizem potem mogoče spet malo drugačen, mislim, del se pravi, te definicije osebnosti, gre mogoče za neko neprilagojenost osebnosti. Zdaj izhajala bom iz psihodinamskega stališča, no, mislim, kot Jungovka, se pravi, da gre za neke prilagoditve oziroma iskanje, mislim, pač nekih prilagoditev v nezavednem. In mogoče oseba, ki je nevrotična, mislim, nekako ni, se pravi, osebnost nekako ni prilagojena, no, mislim, z tem delom osebnosti, no, ki izraža nevrozo. Zdaj, anksioznost si omenila, mislim, tako da je mogoče posledica nevroticizma, ne toliko, se pravi, neka lastnost. Mislim, so mogoče vsi pojmi, ki so povezani z visokosenzitivnostjo, imajo pa v bistvu vsak mogoče neko svoj pomen, mislim, svoj smisel, no, mislim, pač v tej zadevi. Zdaj, v visoki senzitivnosti se pred časom še ni to govorili, ker se zdaj nekako se mi zdi, da zdaj še ne prihaja čas, ko jo prepoznavamo, ko ji dajemo mesto. Me zanima, zakaj je to pomembno, pa tudi kako si se mogoče ti srečevala skozi študij, skozi delo s tem izrazom, mogoče tudi, a je Jung že to kako prepoznal ali ni?
Ja, meni je bilo zanimivo branje knjige, ker Aronova opisuje, da je bil Jung mogoče prvi oziroma je bil visoko senzitivna oseba, no? Tako da je tudi Jung dosti pisal, mogoče bolj na način, mislim, introvertnosti, mislim, kot osebnostne značilnosti. In mislim, da med prvimi psihologi tudi, no, mislim, ki se je ukvarjal mogoče s to usmirjenostjo navznoter, se pravi z nekim notranjim svetom, se pravi osebo, ki nekako temelji, mislim, pač oziroma svoj libido usmirja navznoter, ne toliko navzven. Tako da meni je Jung oziroma pač tudi jungovska psihoterapija nekako omogočil ta vpogled v psiho, ki je precej razčlenjen, tako da Jung je bil precej zanimiv mislec, no, in s pomočjo tipologije osebnosti in mogoče tega pojma introvertnosti se lahko precej približamo mogoče tem definicijam visoke senzitivnosti, no, recimo introvertni čustvovalec, no, bi bil recimo približek, ali pa Jung je bil introvertni mislec, no, tako da mogoče na ta način, no, se pravi neke energije, mislim, povezavi z osebnostjo, mislim, ki je bolj pravi, ja, usmerjena navznoter. Mislim pa, da se mogoče zdaj več zaznavam tega, da se več o tem govori danes, no. Meni se zdi to pomembno, no, da se mogoče govori tudi o teh stvarih, ki so dolgo časa veljale, mislim, tudi Aronova dosti piše o tem, no, mislim, da so to neki predsodki psihologije tudi, se pravi, dosti časa je veljalo, mislim, da so to osebe, ki so mogoče bolj nagnjene k nekim duševnim boleznim, se pravi, bolj depresivi, se pravi, vsem tem stvarem, ki se mogoče ta, bom rekla, preobremenjujoč oziroma težaven živčni sistem pripomore k temu, no, mislim, da to razvijajo in zdi se mi pomembno o tem govoriti, no, tako da se mi zdi, da je fajn, da se delajo take večeri, no, mislim, pogovorimo. Zdaj, biti senzitiven ima svojo ceno. Kaj je ta cena, ki jo plačujemo? Zdaj jaz bi rekla, da recimo za mene je to pogost občutek tesnobe, prepogost obremenjen živčni sistem. Ja, bom rekla, da cena je sigurno ta, mislim, da je težko mogoče prepoznavati vsa ta stanja, v katerih se mogoče visoko senzitivna oseba znajde. Tako da mogoče, mislim, tle pomemben del, mislim, tudi razčlenjevanja, se pravi, vseh teh občutkov, ki se pojavijo, se pravi, v določenih situacijah. Sigurno je to lahko zelo bogato življenje, no. Rekla, mislim, ki posameznika, mislim, zelo lahko poveže, mislim, tudi z nekim presežnim, no, mislim, oziroma z neko lepoto, mislim, je pa hkrati tudi mogoče to premagovanje, mislim, konstantne neke anksioznosti, strahov, rekla, tudi občutka drugačnosti, no, mislim, nesprejetosti v družbi. Se pravi, bi rekla, da smo potem bolj nagnjeni k anksioznosti, tesnobi, depresiji? Mislim, raziskave so pokazale, da to drži, no. Jaz mislim, da je mogoče povezano s tem, da mogoče z večjim ozaveščanjem verjetno lahko pride tudi v družbi, mislim, do nekega drugačnega ravnanja, se pravi, s takimi otroci, no, mislim, če se bolj navežemo, mislim, na zgodnje otroštvo in da mogoče je pomembno povedati, no, mislim, da je pomemben, mislim, ta vidik, se pravi, razumevanje visoke senzitivnosti, razumevanje visoko senzitivnega otroka, mogoče razumevanje njegovih reakcij, v povezavi mogoče s čisto vsakdanjimi stvarmi, no, ki ga lahko prevzamejo in mogoče se ne znajde, ne vem, v svojem čustvenem odzivu ali pa ima težave, no, mislim pač s tem, tako da mislim, da je to pomemben del ozaveščanja. No. Potem bi tudi rekla, da hitreje izgorimo. Ja, to je tudi zanimiva ugotovitev. Se pravi, Aronova je ugotovila, da so značilnosti visoke senzitivnosti, ta empatija in, bomo rekla, razvoj zrcalnih nevronov. Se pravi, da se oseba na nek način hitreje poveže empatično seveda z drugim, ampak hkrati mogoče zaradi tega občutka manj vrednosti ali pa nezaželjenosti, bomo rekla, v nekih družbenih situacijah, pogosto lahko začuti, mislim, da mora neke stvari narediti na mesto drugega, ali pa začuti, da je dobro, da to naredi. In se pogosto znajde v situacijah, kjer mogoče te osebnostne lastnosti niso najbolj cenjene, oziroma mogoče zaradi tega dela preveč, ali pa dela na mesto drugih, ali pa se znajde v situacijah, kjer to izkoriščajo, tako da današnji sistem, bom rekla, da ni preveč prijazen do takih ljudi. In da se mogoče, mislim, to lahko pojavi tudi potem, no, kot neka pretirana želja, oziroma pretirano delo, pretirana želja po delu iz nekih napačnih razlogov, tako da Aronova zanimivo, no, mislim, pač napiše, da je izziv za visoko senzitivno osebo delati stvari, za katere je plačana in v tem uživa. No.
Verjetno za vse sicer velja. Ja. Se pravi, visoko senzitivne osebe dosežemo ta limit hitreje kot drugi, se pravi, da je pomembno, da se naučimo, kje je ta naša meja, kdaj je preveč za nas dražljajev, kdaj je preveč informacij. Imaš kakšen nasvet, kako se naučiti, da prepoznamo to mejo prav čas, preden nas vse preplavi in je že too late? Ja, dobro vprašanje. Jaz bi rekla, mislim, da psihoterapija igra pomembno vlogo, no, mislim pač v tem procesu, ker mogoče gre za prepoznavanje, se pravi, lastnih čustev, mogoče lastnih načinov spopadanja, bom rekla, s temi situacijami, kjer se počutimo prekomerno vznemirjene. Tako da definitivno to ločevanje, se pravi, čustev v določenih situacijah, se pravi, kaj je moje, kaj je tvoje, no, mislim, se pravi, to dosti počnemo na terapiji, no, mislim, in se mi zdi, da to je mogoče ključno. Ampak ja, zdi se mi, da je pomembno, mislim pač se ukvarjati s tem. Zdaj, meni konkretno se zdi, da velik del neke pomoči, mislim, je tudi v samem umirjanju živčnega sistema. Tako da izpostavila bi mogoče tehnike meditacije, čuječnosti, mogoče tega aktivnega ukvarjanja z živčnim sistemom, ampak mogoče tudi nekim načinom razmišljanja oziroma uokvirjanja teh misli. Zdaj, v knjigi je tudi dosti nalog mogoče, no, mislim, tega preokvirjanja, se pravi neke situacije, v kateri se odločimo oziroma delamo na temo, mislim pač zavestno, da jo izpeljemo drugače. In mislim, da je to ključno, no, mislim, se pravi neke situacije, kjer se pogosto, mislim pač, bi odzvali sicer na nek način, mislim, se naučimo, se pravi, z neko pomočjo ali pa mogoče tudi izvajanje za nekoga, no, mislim, se pravi, narediti drugače. Kako pa na razvoj te lastnosti vpliva otroštvo? Prej si že omenila malo. Ja, zdaj otroštvo bom rekla, da je mogoče nek temeljno, mislim pač za vse, ki ste obiskovali ali pa boste obiskovali psihoterapijo, no mislim, verjetno malo poznate, ampak pomembno je najti mogoče ta stik, no mislim, s tem, bom rekla, ranljivim delom sebe, se pravi tudi sebe kot otroka, mogoče odkriti, mislim, kaj se takrat dogajalo, tako da večina, bom rekla, tudi nekih duševnih težav izhaja mogoče iz neke napačne prilagoditve osebnosti na določeno situacijo iz otroštva in zdi se mi pomembno nagovarjati, no, mislim pač mogoče te načine prilagoditve, sploh mogoče v povezavi s to temo. Pogosto se visokosenzitivne osebe lahko zataknejo mogoče v nekih vzorcih tudi, ki izhajajo iz otroštva, no, in jih pogosto v terapiji sami potem tudi nagovarjamo. No, kaj pa, če greva še malo nazaj, čas v maternici? Ja, tudi te raziskave so danes precej se piše o tem, no, da v bistvu ta, bom rekla, vpliv je pomemben, mislim, predvsem terapeuti, bom rekla, transpersonalne smeri govorijo precej o tem, da vpliva, se pravi, mislim, pač čas pred rojstvom, ampak tudi govori se o travmi rojstva, no, se pravi, da je veliko več, bom rekla, nekih vplivov, mislim, ki lahko vplivajo na otroka, mislim, na sam plod. Tako da mislim, da so to zelo zanimive teme, o katerih bi, ja, verjetno lahko še kaj rekla, no, ampak definitivno pa vpliva, no, mislim, bom rekla, na sam razvoj, mislim, in tudi sam živčni razvoj, no, mislim, se pravi, možganov. Zdaj, avtorica v knjigi ugotavlja, da gre za podedovano lastnost, da je to nekako že v naših genih. Kako razumeš to lastnost v kontekstu medgeneracijskih travm? Pa mogoče dam kar je svoj primer. Recimo, moja babica je preživela otroštvo med drugo svetovno vojno v koncentracijskem taborišču. Bila je stara 5, 6, 7, 8 let, 4 leta biti v vojni, si lahko predstavljamo, takrat si mogel biti zelo pazljiv, zelo previden, ves čas si mogel imeti nekako pripravljen, aj kje kakšna nevarnost, aj kje kakšen sumljiv človek, kaj se bo kaj zgodil. V teh razmerah so živeli toliko časa, da se potem seveda ti to nekako ponotranjiš oziroma postane to že nek podzavestni oziroma nezavedni vzorec, ki se potem dedoval se je na mojo mami, dedoval se je na mene. Zdaj pa jaz živim v letu 2023 z nekimi podobnimi vzorci, ki so moji babici pomagali preživeti takrat, ker trenutek nepozornosti v vojni te lahko stane življenja. Danes pa recimo mene te določene lastnosti, te prevelike pozornosti na vse detajle me recimo obremenjujejo, ne? Kako bi mogoče to komentirala?
Ja, zdaj medgeneracijska travma je meni zelo ljuba tema, no, mislim, tako da zanimive so raziskave, no, mislim, ki kažejo, da na nek način osebe, ki so doživele, se pravi, vedno se razdeli, mislim, mogoče na več generacij, se pravi prva, druga pa tretja, ampak mogoče osebe prve generacije nekako travmo doživijo, prenesejo seveda svojimi načini obnašanja in mogoče to prekomerno, pretirano pozornostjo, mislim, travmo na drugo in pa tretjo generacijo, so pa prenos te travme pa vedno mogoče malo bolj subtilen, tako da bom rekla, da za tretjo generacijo, se pravi nas, ki mogoče danes odraščamo, prihajamo v zrela leta, so te travme bolj subtilne, se kažejo bolj na subtilen način. Je pa zanimivo povezavi s travmo, mogoče prav to, no, mislim, mogoče visoko senzitivnostjo, kar sem jaz dobila, no, neko povezavo, da so odkrili, da obstaja podedovan gen, ki spremeni sposobnost odzivanja na stres. Tako da dejansko, mislim, osebe, ki prenašajo oziroma imajo nekako nerazrešeno travmo, so bolj dovzetne, mislim, za rekla, neke stresne okoliščine. Mogoče tudi podvržene nekim težavam v duševnem zdravju, tako kot si rekla, pač ta pretirana pozornost, to bi lahko tudi bila, mislim, ta mogoče živčna, se pravi, preobremenjenost, preobremenitev, tako da so to zelo zanimivo vprašanje, no, tako da meni se zdi, da je tudi mogoče posledica travme pogosto, mislim, ali pa velikokrat lahko tudi neuglašen odnos, mislim, med mamo in, se pravi, otrokom. In da so to mogoče, mislim, te načini prenašanja travme, no, mislim, ki na nek način vplivajo, no, mislim, bom rekla, na kasnejše duševno zdravje, no. Tako, ja, mame kot otroka, no, predvsem otroka. Jaz sem se glih spomnila, v knjigi piše, ne, recimo otroci, ki so visoko senzitivni, so tisti, ki pridejo v prostor, kjer je veliko igrač, pa se prvo ustavijo, pa preverijo situacijo in potem grejo igrače, ne. Nesenzitivni pa sam planejo. Ja, tako da to preverjanje, mogoče, mislim, te prisotnosti, pozornosti, mislim, je mogoče ta neka značajska lastnost, no, mislim, bolj plakih ljudi. Kaj bi pa recimo pol svetovala ljudem, ki začutijo, da se počutijo, ne vem, nelagodno v neki družbi? Iti stran ali se naučiti s tem nekako? Ja, jaz mislim, da je dosti nekaj spet preokvirjanja, se pravi nekih situacij, kjer se recimo ne počutimo najbolj lagodno, ampak mogoče delati na tem, zakaj, se pravi, kaj se v nas takrat sprošča, kakšne so ta čustva, mogoče kje občutimo tudi v telesu, no, mislim, ker mogoče povezava čustev in teles, mislim, je pogosto tudi pomemben pokazatelj, no, mogoče tega doživljanja in se pravi preokviriti samo situacijo. Zdaj je težko, mislim, ker pogosto pač oseba, mislim, ki je mogoče res ekstremno visoko senzitivna, ne bo zdržala, ampak zdaj predvidevam, da vseeno z nekim delom na sebi in z nekim treningom se bo mogoče naučila postavljati meje, mogoče se ne bo niti spuščala v take odnose ali pa take situacije, ali pa bo nekako dobila ali pa pridobila tudi na samozavesti, mogoče v temu, da to ne potrebuje ali pa da mogoče lahko na kakšen drugačen način pride do te zadovoljitve. Ja, meni se velikokrat zgodilo, če sem prišla v kakšno gostilno ali pa restauracijo, kjer je zelo hrupno, kjer je ogromno ljudi, neprijeten von, ne vem, vsi so pod vplivom alkohola, ne, da sem prav čutila, ne vem, da bom skupaj padla, mi je bila taka stisko, sem čutila recimo. In se mi zdi to zelo pomembno potem, da se naučiš razmejiti nekako med okolico in tabo, da gre to vse nekako skozi tvojo membrano direkt vate. Ampak ja, to ni preprosta stvar. Ja, bi rekla, da zahteva v bistvu neko vajo, no, mislim, da mogoče kot obiskovanje mogoče nekega trenerja, no, mislim, pač v tem smislu terapeuta, mislim, ker skupaj delate na tem, no, mislim, pač kaj pomeni, mislim, kakšnem okolju se izpostaviti, na kakšen način, mislim, kako delati mogoče s temi občutki, bom rekla, ja, lahko straha, mislim, lahko panike, mislim, tudi, oziroma ja, nekih občutkov tudi nesprejetosti, no, mislim, v določenih situacijah, pa se zaradi tega verjetno, ja. Ja, ker recimo, če si visoko senzitiven doma ali pa v nekih intimnih odnosih, se mi zdi, da je to zelo plus, a ne, ker lahko poglobiš odnose, pa greš ven, ker greš, ne vem, v neko gostilno, nekaj pa boljš, da si malo manj senzitiven, ne, da se bi znali naučiti preklapljati. Ja, definitivno gre za neke prilagoditve, no, ki jih je pomembno, mogoče mislim znati uporabiti, bom rekla, zdaj, verjetno mislim, visoko senzitivna oseba bo težko izklopila, recimo, oziroma se bo težko povezala v nekem hrupnem okolju, no, ker bo enostavno preveč dražljajo, no, tako da mogoče izbrati, mislim, tudi neko lokacijo, če je možno, no, mislim, ker ni mogoče tega tako izpostavljenega, ampak zdaj, jaz mislim, da gre za različne prilagoditve, no, mislim, in jaz mislim, da se da, no, mislim, z nekim delom na sebi.
Zdaj v knjigi piše, da je ta lastnost podobno pri ženskah kot pri moških, mislim nekje 50%. A se ti zdi, da imajo moški mogoče kaj več težav glede na neko vlogo in pričakovanje, da niso tako občutljivi, da so bolj trni? Ja, meni je zanimivo, mislim, lepo, da si dala to vprašanje, no, ker pogosto se mi zdi, da mogoče za moške se pričakuje mogoče, da niso tako senzitivni oziroma si tudi mogoče manj privoščijo na tem področju. Jaz bi rekla, da je za njih težje, ker nekako tudi družbeno ni pričakovano, no, da bi izražali čustva, se pravi na nek, bom rekla, bolj intenziven, bolj globok, mislim, bolj senzitiven način. Zdaj, meni pri tem razumevanju pomaga mogoče ta jungovski koncept, se pravi mogoče razvoj, se pravi tako v ženski moškega dela in v moškem ženskega, no, mislim tako, da se pravi govorimo o arhetipih anime in animusa, no, in se pravi razvoj, se pravi tudi tistih delov, no, mislim se pravi za moškega anime, se pravi bolj čustvenih delov, ki so povezani z emocijami, je pomemben del, no, bom rekla, razvoja vsakega posameznika. No. Sprav, kako pomembno se ti zdi pa recimo zdravljenje travm in ran iz otroštva za visoko senzitivno osebo? Jaz bi rekla, da je ključno, ampak mogoče ne samo za visoko senzitivno, za vse. Mogoče za visoko senzitivno toliko bolj, mislim, ker Aronova v bistvu celo poglavje, mislim, tudi v knjigi nameni temu, no. Tako da je to mogoče res ta ključen trenutek, no, mislim, kjer je pomembno, mislim, povedati, da se lahko osebe, ki so visoko senzitivne in doživijo recimo neko težko otroštvo ali pa težko odraščanje, mislim, mogoče res lahko zaprejo v nek začaran krog, mislim, bom rekla, neprilagojenih odzivov, ki jim kasneje v življenju nekako onemogoča, se pravi, neko sproščeno življenje. No? Tako da se mi zdi, da je ta del ključen, mogoče sploh zaradi, mislim, zaradi razvoja, mislim, in prepoznavanja te posebnosti. Ti pa drugače pristopaš do nekoga, ki je visoko senzitiven v terapevtskem procesu? Ja, jaz bom rekla, da visoko senzitivni mogoče, mislim, so za nas terapevte, mislim, bolj hvaležni klienti, no? Ker na nek način se da boljše delati, ker imajo pač to globino čustvovanja, mislim, ki so, se lahko bolj živijo, spravi pogosto imajo bogat notranji, domišljijski svet. Je pa po mojem, mislim, zapovedati tudi to, no, mislim, da nekako, mislim, vsaka oseba, no, mislim, pač ima mogoče neke dele sebe, ki jih mogoče še more razviti in nagovoriti v procesu same terapije. Tako da Jung je dosti govoril o individuaciji, se pravi razvoju celovite osebnosti, no, in mislim, da je mogoče v tem delu pomembno poudariti, da se ta del ne razlikuje, no, mislim pač visokosenzitivne, ne visokosenzitivne, mislim pa, da mogoče visokosenzitivne osebe so mogoče bolj nagnjene tudi na delo k sebi, se pravi bolj se poglabljajo, bolj iščejo pogovore, se pa lahko hkrati tudi zgubijo, no, mislim včasih v tem notranjem svetu, tako da mogoče je pomembno, da imajo tega vodnika, ki jim pomaga, no, mislim, na tej poti. Ampak zakaj pa tako težko prenesemo recimo gnečo, hrup, kaos, ropot, bleščeče luči, neprijeten von? Ja, jaz mislim, da je vse nekako v tem odzivanju, se pravi, živčnega sistema, ki se pogosto preobremeni. Se pravi, v primeru hrupa, mislim, gre za pač neke res močne reakcije, mislim, kjer se enostavno, mislim, pač ne znajdemo. In zelo težko je v bistvu, bom rekla, regulirati, no, mislim, se pravi, te reakcije, mislim, in najti načine, mislim, kako se umiriti, no, mislim, in ne, bom rekla, zapasti potem v to, ne vem, če črna luknja, ampak na nek način, mislim, je mogoče nek način delovanja, ki osebo preplavi, no, mislim, in mogoče aktivira, mislim, pač ta živčen odziv, no, mislim, ker se aktivira verjetno marsikaj, mislim, lahko tudi pač neka travma iz otroštva ali pa mogoče nek način delovanja, ki nekako ni prilagojen na sedanjost oziroma na trenutek, v katerem osebno. Ja, pol, recimo, smo tudi lahko bolj občutljivi na občutek lakote, mraza, izčrpanosti, tema, bolečino lahko bolj močno občutimo. Tudi na zdravila smo lahko bolj občutljivi, pa na stranske učinke, na kofein, na stimulanse. Iz tega razloga jaz recimo ne morem kave piti, ker sem že tako zdražena, da nima nobenega smisla. Pa še ena stvar, ki je pa tudi izpostavila Aronova v knjigi, da imajo tudi bolj intenzivne sanje, več nočnih mor, hudih sanj. Ti se veliko ukvarjaš s pomenom sanj, pa me malo zanima, zakaj nekdo
bolj intenzivno sanja, ima bolj bogat ta sanjski svet, nekdo pa mogoče se niti ne spomne sploh sanj. Ja, jaz mislim, da hoče za poudariti, da se z nekim delom na sebi, mislim, vsi več ali manj, mislim, potem kasneje spomnimo sanj, no? Tako da se sanje pojavijo tudi v celem procesu terapije, ampak mislim, da visoka senzitivna oseba, bom rekla, ima na nek način bolj močen ali pa globok stik z nezavednim, tako da pogosto, tako kot smo prej omenili, no, ta nek notranji svet, ki je poln pač domišljije in nekih, bom rekla, ja, odzivov, no, mislim, lahko pri visoko senzitivni osebi, mislim, je res včasih, mislim, tudi prostor, kjer se lahko izgubi, no, mislim, to sem že govorila, tako da je pomembno, mislim, prav to raziskovanje tega, kaj se z osebo dogaja. No. Mislim, tako da sanje so močno orodje, no, mislim, zdaj pogosto, mislim, pač mogoče nočne more pomenijo, da mogoče oseba doživlja, mislim, neke globoke čustvene stiske, no, mislim, s katerimi bi bilo potrebno delati in jih potrebno tudi nagovoriti. Tako da mislim, da je pomembno razumeti mogoče to, no, mislim, da se v stiku z nezavednim pogosto lahko odprejo, mislim, tudi pomembnejše vsebine, no, mislim, pri samem posamezniku. Zdaj, moje glavno orodje, no, mislim, pač kot jungovska psihoterapeutka so sanje, no, tako da zame so to dobesedno, mislim, pač nek, rekla, vodnik, no, mislim, tudi v procesu terapije. Zdaj, bom rekla, da tisti, ki so bolj nagnjeni, mislim, k delu s sanjami se lažje poglabljajo, mislim, tudi lažje mogoče sprejemajo, no, mislim, tako da Aronova tudi zapiše, mislim, ker je tudi sama jungovka, da je mogoče jungovska psihoterapija najbolj pisana na kožo visoko senzitivnim osebam, ampak jaz mislim, da pogosto so lahko tudi razni spravi telesni psihoterapeuti mogoče pomembni, mislim, oziroma pomembno prispevajo v samem procesu terapije, prepoznavanja mogoče teh občutkov v telesu. Aronova tudi omeni mogoče pomen, se pravi, nekih transpersonalnih, bolj duhovnih pristopov, tako da več je mogoče različnih smeri, različnih načinov, no, mislim, delovanja. Pa meni so všeč konkretno v knjigi, no, mislim, te vaje, ki so bolj vedensko-kognitivne, se pravi, kako se v določeni situaciji odzvati in mogoče preokviriti to situacijo, no, mislim, v samem življenju. No. Tako da mislim, da je naredila eno zanimivo kombinacijo, no, različnih pristopov. Pa recimo en tak primer so recimo še filmi. Jaz ni šans, da gledam nasilne filme, grozljivke, karkoli, streljanje, to zame odpade, ker spet me to zdraži, pa poveča mišično napetost in zakrčenost v telesu, da ne vidim smisla, da bi si to počela, pač tako da pol komedije, romantični filmi to pride v poštev. Zdaj, eni se pa sprostijo ob kriminalki. A bi lahko rekla, da je to potem, da te niso senzitivni? Bi lahko tako definirala? Jaz mislim, da je zelo velika verjetnost, da niso, no? Ker pogosto visoko senzitivne osebe se lahko povežejo, mislim, empatično ali pa čustveno tudi, bom rekla, z vsebino filma, no? Tako da sigurno bi se težko povezali, mislim, pa z nekim nasiljem, pa s nekimi težkimi prizori, no? Tako da je definitivno, no? Mislim, pač vidim povezavo. Recimo, ne, da si še predolg v službi, predolg v nakupovalnem centru, predolg v gneči, to te vse preveč stimulira, ne? Ja, zdaj se mi je pomembno, mislim, mogoče to prepoznavanje, no. Mislim, današnji življenjski sistem mogoče je, bom rekla, naravnan, mislim, na to, da smo povsod nekako bombardirani, mislim, in da smo povsod prekomerno vzdraženi, tako da se mi zdi, ja, pomembno mogoče tudi iskati, mislim, te točke, načine, kako se umiriti, mislim, načine, kako priti v stik samim sabo. In mislim, da v knjigi je dosti vaj tudi, no, ki mogoče nam lahko pomagajo pri tem. Se pravi, kako pomembno se ti pa pol zdi recimo dvigovanje čustvene zrelosti, pa stik s telesom, pa delo z nezavednim. Ker zdaj jaz recimo opažam, odkar sem začela se zavestno ukvarjati s čustveno zrelostjo, se pravi, da se učim bolj močnejša čustva in izražati, in jih prenesti, in jih zdržati. To je seveda nek proces, ki traja, ampak dejansko vidim, da pa lahko zdržim več vseh teh dražljajev in situacij, o katerih smo zdaj govorili. Tako da dejansko vidim, da se da te stvari si olajšati življenje, no? Ja, jaz mislim, da si povedala ključno stvar, no, mislim, da mogoče je pomembno delati na tem, no, mislim, mogoče je pomembno delati prav na tem razmejevanju čustvenem, no, mislim, spravi iskanju tistega, kar je naše, no, mislim, in kaj mogoče je vezano na neke družinske vzorce, mislim, ali mogoče tudi družinske travme,
spravi načine reagiranja, ki mogoče niso več primerni, no, mislim, v določeni situaciji. Zdaj, osebno se mi zdi, mislim, v primeru mogoče nekih težjih stanj, mislim, pomembno tudi delo s telesom. Spravi, delo z nezavednim mogoče res odkriva tudi neke mehanizme, ki so pogosto lahko povezani, mislim, z nekimi vzorci, ki izvirajo spet iz zgodnjega otroštva, no, mislim, tako, da so to vse neki pomembni procesi, bom rekla, adaptacije, no, mislim, pač te, in pa tudi opolnomočenja osebnosti, no, kot take, na življenje v, bom rekla, ja, nekem stresnem okolju, ampak mogoče s tem delom na sebi nekako se naučimo tudi spravi zdržati oziroma najdemo potem neko notranjo moč potem. Eno stvar bi mogoče še poudarila, da zelo pomembno je, da se ne izoliramo od sveta, da se ne izogibamo družbi, situacijam, ker to je za visoko senzitivno osebo zelo mamljivo, ne. Najlažje pač biti doma, pa je to pa je rešeno. Ja, to je tudi res, tako da pogosto so visoko senzitivne osebe, tiste osebe, ki se nekako lažje znajdejo tudi v pogovoru mogoče ena na ena ali pa ne v neki skupini ljudi, sigurno ne, mislim, pogosto niso ravno vešče nastopanja, no, in mogoče nekih takih dogodkov, kjer so pretirano vznemirjene ali pa čustveno vznemirjene. Se mi pa zdi pomembno, no, mislim, mogoče poudariti, mislim, da obstajajo načini, no, mislim, kako se s tem spopasti in da je to spravi spet potrebno neko delo, no, mislim, pač na sebi in da se to postopoma da, no, mislim, pač narediti. Imaš še kakšen nasvet za starše, ker recimo dejansko se začne v otroštvu in na kak način starši sprejmejo to lastnost, potem tako boš tudi ti v odrasli dobi potem sprejel to svojo lastnost, ne? Nekako se vse takrat začne. Ja, jaz mislim, da je knjiga, mislim, največje orodje je mogoče informacija, no, mislim, tako da mogoče prebrati čim več knjig na to temo, oziroma prebrati Aaronovo knjigo. Zdi se mi, da je informiranost pomembna, in da se mogoče starši, ki se bojo zavedali mogoče posebnosti ali pa različnosti, no, mislim, otroka, mislim, in sebe, lahko zavedali tudi mogoče načinov, no, mislim, Aaronovo v knjigi lepo opisuje mogoče načine, kako umiriti recimo visoko senzitivnega otroka, mogoče pomemben je ta del, ker se pogosto, mislim, prav v otroštvu in mogoče pogosto v teh stanjih, no, mislim, ker se nekako čustveno otrok vznemiri in kjer ne pride do te pomiritve, no, lahko razvijajo prav te mehanizmi, ki pogosto vplivajo potem na te, bom rekla, tudi visoko senzitivne reakcije, no. Tako da res so, naloge so fajn, no, mislim, ene naloge so tudi take, da se jih lahko naredi spravi kot odrasla oseba, ampak mogoče tudi starš, ki mogoče je starš visoko senzitivnega otroka, no, mislim, lahko mogoče s tem najde tudi povezavo nekje s sabo, no, preko tega. Pa mogoče še koliko je pomemben počitek, dovolj spanja? Ja, Aaronova priporoča prav, bom rekla, spalne terapije oziroma odmike od nekega vsakdanjega stresnega življenja. Se pravi z načinom, da se mogoče v nekem trenutku, mislim, oseba ustavi in si privošči več spanca. Pogosto za visoko senzitivne osebe tudi priporoča mogoče čas zase oziroma čas za neko sanjarjenje, ker je to pomemben del, rekla, tudi razbremenitve živčnega sistema. In zdi se mi, da je mogoče fajn to zavedanje, ta kombinacija, no, mislim, se pravi tega, da se zavedamo, mislim, da smo v določenem trenutku pretirano vznemirjeni, ampak tudi vemo, mislim, na kakšen način se potem, se pravi, umiriti sami s sabo oziroma si vzeti v bistvu ta čas zase, no, tako da. Pa mislim, da tudi vmes omeni, da dovolj hrane vnašaš, ne, to je tudi zelo pomembno. Pa tudi pomen narave, gibanja na svežem zraku, ne. Ja, to so vse načini, mislim, kjer se sicer rekla, regulira živčni sistem, se pravi narava že samo po sebi, no, mislim, zregulira, se pravi sprehodi v naravi. Jaz recimo osebno, mislim, zelo rada hodim v gozd, no, mislim, ker je neka posebna energija, mislim, tam se pač prehodu s psom, mislim, pač večkrat nekako pridem v stik s sabo in če nimam tega prostora, mislim, zase, nekako nisem funkcionalna, no, oziroma pač na ta način reguliram mogoče tudi stres in mogoče neke stresne življenjske okoliščine. Tako da pomembno mogoče tudi glede hrane, ker nismo še povedali, ampak je mogoče spet ta povezava, mogoče spet z zgodnjim otroštvom, kjer se, bom rekla, razvijajo te prilagoditve na
način čustvovanja, mislim, ki je povezan s prehranjevanjem, no. In se pravi, ta pomiritev, ki jo dostikrat dosežemo s hrano, mislim, lahko izvira tudi iz nekih, bomo rekla, zelo zgodnih občutkov. Tako da Aronova malo na ta način, no, mislim, tudi govori, da so lahko visokosenzitivne osebe pogosto bolj nagnjene, mislim, spravi bolj čustveno vznemirjenja, mislim, ko so lačne, oziroma ko ne dobijo, mislim, bom rekla, te zadovoljitve, no, mislim, takoj. Tako da je ta... Lačen si kot drugačen. Pa pomen globokih, tesnih odnosov, ne, da imaš nekoga, s komer lahko deliš svoje doživljanja, to je verjetno tudi zelo pomembno za visokosenzitivno osebo. Ja, ta del je tudi, bom rekla, bolj izpostavljen, se pravi, globina čustvovanja je, bom rekla, za visokosenzitivno osebo seveda globlja, mislim, tako da oseba se lahko globlje poveže, ampak velikokrat lahko to pomeni tudi, da se mogoče pretirano naveže ali pa da mogoče ima zaradi tega težave v odnosih, no, tako da mogoče tudi v terapiji sami pogosto pride do, bom rekla, spet nekih prilagoditev, ker mogoče ta ideal, ki je pogosto, mislim, lahko tudi kot neka božja ljubezen oziroma pač neka velika ljubezen, o kateri pišejo recimo umetniki, potrebuje, bom rekla, prilagoditev, forsiranje realnosti, no, mislim, in mogoče pripeljati, mislim, ta ideal ljubezni, mislim, pač v tukaj in zdaj, v neko realnost in mogoče to so pomembni, no, koraki, bom rekla, visokosenzitivne osebe, mislim, da pride bolj v stik sabo, nekako, mislim, mogoče tudi s temi pričakovanji, no, ki so pogosto pretirano, ja, mogoče pretirano čustvene, mislim, pretirano povezane z nekimi ideali. No. Ja, se piše Aronova, da se visokosenzitivne osebe pač močneje zaljubijo, bolj intenzivno čutijo zaljubljenost, recimo. Ja, ja, tako da. Zdaj smo veliko govorili o tem, s čim se imamo težave. Bi bilo mogoče fajn, da še malo poveva, kaj so pa tiste prednosti, ki jih lahko izkoristimo, glede na to, da ima to lastnost tudi vsi večji, višji sesalci, ne, da živali jo imajo, to pomeni, da je očitno koristna za neke stvari. Ja, jaz mislim, da vnaša mogoče tudi nek pomemben, reka drugačen vidik doživljanja, ki nas mogoče povezuje bolj, ne vem, Aronova razlaga, mislim pač o razredu kraljev in bojevnikov in o razredu duhovniških svetovalcev, no, spravi tistih oseb, ki nekako so bolj nagnjene k nekemu preverjanju, poglabljanju, iskanju globljih informacij, se pravi globljih stikov, globljega čustvovanja. Jaz mislim, da so to vse lastnosti, ki so tudi zelo pomembne. Da tudi mogoče kot družba, mislim, da nismo zgolj samo ekstrovertirani, ampak da je pomembno tudi pač to ravnovesje, se pravi iskanje pač neke pomembnosti tudi v, bom rekla, introvertnih osebah, oziroma v njihovem pomenu. In mislim, da so to mogoče vsi te poklici, no, mislim, ki so, ne vem, od pisateljev do lahko učiteljev, no, terapeutov, se pravi vseh ljudi, ki mogoče imajo tudi globlji stik z domišljijo, z nekim sanskim, simbolnim svetom, se pravi so bolj nagnjene k nekem poglobljenem razmišljanju in lahko prinesejo marsikaj pozitivnega, no, v naše življenje, mislim, sploh v družbo, no, in mogoče prav to uravnoteženje, no, pretirano ekstrovertirane družbe, kjer je ta lastnost na nek način tudi zasmehovana včasih, no, mislim, lahko prinese mogoče več neke prijaznosti, no, drug do drugega. Se pravi, kako se ne človek odzove na sodbo, ko ti rečejo, ti si pa čisto preveč občutljiva, ti pa toliko pretiravaš? Ja, jaz bi rekla, da je lahko to, okay, mogoče mislim, na ta način, kot si rekla, mislim, je lahko tudi kot očitek, ampak zdaj sama visoka senzitivnost, jaz bi rekla, da je lahko tudi prednost, no, mislim, tako, da bi se potrudila pa delala na temu, spravi s klientom v tem primeru, no, mislim, da bi to dojela kot prednost. Zdi se mi, da se mogoče včasih lahko hitro zameša, se pravi, ti si preveč občutljiva z nekim mogoče narcisističnim momentom, no, mislim, da se mogoče oseba zaradi tega tudi identificira deloma s tem in mogoče ne želi spremeniti, no. Tako da ne bi nekako želela, mislim, da se izpostavi mogoče samo ta del, da je biti senzitiven ok, no, mislim, seveda je ok, mislim, in pač se dela na tej detabuizaciji, no, mislim, da nekaj samega pojma, ni pa se fajn preveč identificirati, no, tako da bi rekla, da je pač fajn iskati ravnovesje, no, kot vedno samega pojma, no, tako. Ampak delala bi na temu, no, mislim, da se to sprejme kot nek kompliment.
če bi pa nekako zaokrožila ta najin pogovor? Jaz mislim, da so bile kar izčrpne, no, pa upam, da tudi razumljive. Tako da meni osebno se zdi pomembno, mislim, da se o tem govori, mislim, da je knjiga prevedena, da se bere v slovenščini, no, mislim tudi, ker pogosto so te literature, bom rekla, strokovne, veliko krat v angleščini, mislim, tako da bi na študijo, mislim, večinoma beremo v angleščini, zato sem res zelo vesela prevoda. Ne vem, jaz mislim, da je pač visoka senzitivnost nekaj, kar mogoče prinaša v družbo nekaj več različnosti, mislim, neke poglobljenosti in je mogoče ena taka tema, mislim, ki je lahko hvaležna, no, mislim, za razvoj samega posameznika. Mogoče za končni poudarva še enkrat ta pomen psihoterapije pri opolnomočenju senzitivnih. Ja, jaz mislim, da je ta del, bom rekla, ključen, no. Mogoče to preokvirjanje, no, mislim, o katerem sem danes dosti govorila, se pravi iskanje teh situacij, kjer se visoko senzitivna oseba, bom rekla, ne znajde, mogoče delo na temu, kako bi lahko drugače živela, na kakšen način, mislim, kaj bi lahko pomagalo, mislim, to so mogoče vsa ta vprašanja, no, mislim, ki nekako iščemo odgovore skupaj, no, mislim, na psihoterapiji. Mogoče bi na tej točki k besedi povabila še Natašo iz mojpsihoterapeut.si, ki se... Jaz bom samo zelo kratka, da ne prekinjam. Zdaj tako, hvala za organizacijo vsega, meni je super predavanje, hvala tudi založbi Primus, ki zelo lepo sodelujemo. Mi smo drugače portal, Moj psihoterapeut, z gospo Manco sodelujemo zelo lepo že nekaj časa. Trenutno imamo malo več kot 80 psihoterapeutov, tako da če koga zanima slučajno ali rabite kakšne informacije, veliko je tudi vsebin, ki jih lahko preberete z tega področja. In se lahko javite, imamo tudi telefone, ki se ponavadi odzovemo, pomagamo, če se le da, ali vas napotimo na terapeuta. Toliko z moje strani, zdaj pa. Če započe kakšno vprašanje lahko. Ja, zdaj pa čas tudi, da če kdo od vas ima kakšno vprašanje za Manco, glede visoke senzitivnosti, glede psihoterapije, glede sanj, karkoli. Se komu poraja s kakšnim vprašanjem. Sicer ni vprašanje, ampak je bolj nek komentar, no. Pač recimo iz moje izkušnje, ne, bi jaz rekla, da je biti visoko senzitivna oseba predvsem naporno, no, zaradi tega, ker pač vse čutiš krat 300 dobesedno. In to v obe smeri, pač in v pozitivo in v negativo. In zdaj recimo pri meni je tako, da pač ena ful mala malenkost se zgodi, pač neka pozitivna, ne. In jaz, ne vem, mislim, če sodijo, pač ko sem vesela, zaradi te malenkosti, pa me ljudje pač buda zgledajo, ne, pač kaj se je tako otročja, pa neki, se je sam mačka ali ne vem kaj, ne, ampak jaz sem čisto vesela, ali pa ne vem, neko jezero ali karkoli. Žal je pa pač isto, gre pa v kontrasmer, ne, tudi v negativo in v bistvu vsaka stvar me prizadene, veste. In tukaj je pa tako, da še posebej, če gre za koga drugega, ne, pač res se ful uživim, se pravi, je to, pač, da si empat, se mi zdi ful povezano s tem, je pa pri meni tako, da recimo, če sem skritizirana ali pa kaj, ne, ponovadi mi pomaga, da naredim kontra, kakor bi naredilo moje telo, ne, pač moje telo bi se ponovadi odzvalo tako, da hoče nekaj ven spraviti, ne, pač zrak ali neke besede ali nekaj, ne vem, zakričati ali karkoli, jaz naredim pa kontra, pač ful globoko vdihnem in zadržim da zrak in pač s tem preprečim, da bi nekot se preveč vznemirila, no evo zdaj se tresem, pa sem govorim. Ja, zelo pogosto nas pač še ne razumem najbolj, ne, pač to, kar ste rekli, ne, kako si pa ti občutljiva, ne, to sem jaz od otroštva poslušala skozi od staršev, ker me niso razumeli, pač zakaj sem taka, ne. In zdaj, kakor se recimo, jaz, kakor sem bila v šoli, ne, sem tudi bila bolj samotarske sorte, tako da tudi ta introvertiranost je zelo povezana s občutljivostjo, ker jaz sem tudi taka, ne, pač ko sem v družbi malo več ljudi, ne, se rabim pa nekot izolirati, da sem sama, bolj sama premlevam pri sebe, ne. Pač moja glava je skozi polna nečesa in da se mi zdi, da to, da si introvertiran pa visoko senzitiven, skoraj da ne more obstajati en brez drugega, no. Tako se meni zdi, no.
Ja, no, vse stvari pa ful vplivajo, recimo tudi filmi. Jaz recimo že tega, da so z neki zelo glasni zvoki, pač tudi razni ljubezenski, ne vem, filmi, da se recimo sam neka ženska zadera na moža, to je že za mene čisto preveč. Tako da, ja, no, pa bolj eno na eno, no. Recimo druženje, ne, da se res pač pogovarjamo o neki taki temi, ko ima nek smisel, pač ne pa ti za, ne vem, neko šimfanje, pa o vremenu, pa o torbicah, pa šminkah, ne vem, to pač ni, ne. Pač, se mi zdi, da mora imeti nek pomen, no. Pač, če pa tega nisem, pa rač sama, no. To sem hvala povedati. Ja, se definitivno lahko tudi jaz poistovetim z vse, kar si povedala in tudi to, da si se izpostavila, je pač pogumno za tako osebo, tako da tudi to je nek napredek, da se daš v neke neprijetne situacije. Jaz mislim, da pogosto mislim tudi introvertirani, no, mislim verjetno tudi visoko senzitivni ljudje, ampak kadar začutijo mogoče neko temo, mislim, ki je zelo blizu, se bojo izpostavljeni, no, mislim, in je mogoče ta trenutek, no, mislim, ki sem začutila, mislim, tudi tresoč glas, ampak je nekaj pomembnega, no, mislim, zate. Tako da mislim, da je fajn, da si se, mislim, izpostavlja, da govoriš o temu, no, mislim, mogoče tudi, da se govori na splošno o temu, no. Pa zdi se mi, da si sama povedala že ta del, no, mislim, se pravi, mogoče dihanja, no, mislim, se pravi teh tehnik, ne vem, če poznaš mogoče tudi še kaj čuječnost ali pa mogoče kakšne, mislim, različne, no, mislim, dihalne tehnike, ki pomagajo pri uravnavi živčnega sistema, no, tako da mogoče ta prekomerna, se pravi, prekomerna žalost, prekomerno veselje mogoče tudi potrebuje neko, rekla, regulacijo, no, mislim, da če na ta način, tako da to se mi zdi super, no. Obstaja kakšna stop tehnika nekega pretiranega odziva, tako pozitivno kot negativno, recimo, kaj vem, ko te reže čist prevzame vse in potem da je stop, ne, da sam sebe ustavaš. Jaz mislim, da še celo okolico zraven gnavaš, ne, predvsem recimo, ki ti nekaj pomenijo, pol jih zagnavaš do amena, zato, da sebe mečkan zrelaksiraš, ne. To me zanima in pa hkrati, če je, recimo, ko smo omenjali otroštvo, jaz sem bila pa pretirano v vato zavita, ne, to verjetno ni v redu za razvoj in nekako pričakujem potem tudi od drugih ljudi, da bi z mano mečkan včasih tako poravnati v temu, da sem že čisto odrasla po vse. Ne, to dvoje, recimo, ta stop tehnika, ampak kako je otroštvo bilo, je kakor je bilo, ne, tukaj nimamo kaj verjetno, če so bili starši pretirano ljubeči. Ja, se mislim, da je to tudi pomembna tema, no, mislim, se pravi pretirana ljubezen na nek način, mislim, je lahko tudi, ne bom rekla, mislim, podobno škodljiva, ampak mislim, lahko škodi, no, mislim, pač v nekih prilagoditvah pač osebnosti, mislim, na neko normalno funkcioniranje, no, tako da zdaj sa stop tehniko, mogoče to bi bilo bolj vedensko kognitivno, jaz osebno ne vem, jaz bi rekla, da gre bolj za načine prepoznavanja, no, mislim, pač teh situacij. To ja, no, to vse prepoznamo, možgani vse vejo, ne, ampak reakcije so še bolj močne. Jaz predvidevam, da mislim, z nekim delom na sebi mislim, bi se dalo potem tudi spravi locirati ali pa najti mislim, pač, trenutke ali pa tiste čustva, ki mogoče sprožijo mislim, določeno reakcijo. Ja, ker rada pa potem o tem govorim, ne, da predebatiram. Tudi iskreno se upravičam za vse. Ne. Sem dostakrat že slišala, bi prej razmislil predno blekneš, ampak ne gre, ne? V teoriji čisto se vem. Ja, mogoče gre za res to iskanje, mogoče te, rekla tudi, mislim, pač s pogovorom se razvija rekla, prefrontalni korteks, no, mislim, se pravi, da se s tem načinom tudi rekla, učimo, mislim, pač svoje čustvo regulirati, no, mislim, mogoče je to pomemben del. Samo s tem, kako si vertiran ekstro ali intro, pa to nima neke veze, jaz sem izjemno visoko senzitivna, ampak hkrati ekstravertirana totalno, ne? Eronova piše, no, mislim, da ni nujno, mislim, povezano, pogosto je, no, mislim, tako, kot si rekla, so pa lahko, mislim, osebe, ki so, se pravi, visoko senzitivne in ekstrovertirane, so sicer v manjšini, bom rekla pa tudi mogoče visoko senzitivne, pa mogoče tudi niso. Mogoče tudi ta lastnost govori o tem, da je potreba po tej, potem, bom rekla, usmerjenju energije navzven, pa mogoče ne navznoter, no, tako kot je razlagala prej. A mogoče tudi pozicija, kjer otrok si bil po vrsti, jaz kot tretje dete, recimo, ne, in sem se mogla znati izpostaviti, da so me, ne? Ja, verjetno. Pa hkrati sem bila una miljenka skozi na neki po naročku, pa... Ja, zdi se kot dobra kombinacija, mogoče za res to obvladovanje, oziroma pač za nek stik s čustvi, ki je bolj ekstrovertiran. Sem bolj hvaležna za tako temo, da se tudi tako na široko govori, ne? Da tudi taki obstajamo. Meni se tudi zdi fajn, no? Mislim, da ste se oglasili in da delite, no? Mislim, svoje izkušnje, svoje mnenja. Tako da hvala. Mogoče posebej pri tej stop tehniki, ne? Tako se mi zdi, da
polka je že enkrat, si že tle gre v os navzdol, se mi takrat je zelo težko kakšno stop tehniko, da v bistvu imaš prej, kaj si tik pred unim, takrat še lahko reguliraš, se mi zdi, da pol, ampak da se tudi pol ne kriviš, kadar ne ti voz pobegne po... da si tudi... Ne moraš bruhati, ne? Kako ne moraš fizično bruhanje ostaviti, če pride. Se to, da ni pol tistih občutkov krivde, pa da se pol še v tisto uvalaš. Je definitivno ekstrovertirana. Ampak res drugače empatična, za vsakim se povežem, začutam, res prav začutam, ne? Ček, še ena roka je bila. Ja, sem tudi srčen utrip zelo visok zdaj, ampak kaj sem postavila. Dve vprašanje. Prvo je, mislim, da smo, saj jaz, izjemno občutljiva na kritiko, ker jo jemljem zelo jaz kot jaz, moja osebnost ni okej. In kako sem vendarle lahko naredila napako, ker jo ne smem in pač potem iz tega perfekcionizem in nekaj. Druga stvar pa, ravno to, kar je tudi prva gospodična povedala, močen plus, močen minus, ne? In to nas po svoje dela lepe in tudi življenje, las je navdušen, mislim, res na enim zvokom ptice in jaz sem bila doskrat zasmehovana, kakor pa dejno, kakva ti spet, ne? In v bistvu to začneš nekaj dušiti. In zdaj, hkrati, ta regulacija plusa pa minusa, da si pa skozi v sredini, je podajo meni občasih občutek melankolije. In kako zdaj s tem handlati, ker v bistvu hkrati, ja, vulkan vseh čustv plusov, minusov, to je neka energija, ki mora iti ven, ali verbalno, ali fizično, z dihom, ali kakorkoli. In v bistvu, ko nisi sprejet, da si tak, jaz sem razvila tesnobe, ker sem vse tišala, ne, in sem zadrževala dih in take stvari. In pač se tudi, če ne znajdem, če se prepoznavam, sam ni enostavno, no? Ne, verjamem, da ni. Zdaj, mislim, da je to tudi eno ključnih vprašanj, mislim, neka terapija kot take, no, mislim, se pravi, kako se naučiti prepoznati globino svojih emocij, mislim, ki je mogoče pri visoki senzitivni osebi, mislim, je tudi, se pravi, globlja, se pravi, globlji so plusi, mislim, globlji so minusi. Zdaj, ja, bom rekla, mislim, delo na sebi, mislim, se kakor predvideva, no, mislim, se pravi, to prepoznavanje, no, mislim, tako da, bom rekla, to ključni del, no, mislim, se pravi, kdaj se pojavijo ta čustva, no, mislim, če imate tudi kakšne izkušnje, se pravi, kdaj se je preteklosti, mislim, kaj se je dogajalo, no, mislim, ko ste recimo doživljali... Kritika v otroštvu mi je bila vedno boleča, ne, ker sem mlajši otrok, pa vedno sem neka primerjava starejšo sestro, pa vedno je starejši tudi boljši in hitrejši in pač imaš skozi nek občutek, da nisi dosti v redu. Ja, mogoče, mislim, bi rekla, da mogoče je tudi neka povezava, mogoče te kritike, mislim, in teh občutkov, anksioznosti, tesnobe, no, mislim, tako. Mogoče ta občutek, pa to izraziti se v bistvu brez filtrov, ne? Da ko si vesel, da si res vesel, ne? Da te, ne vem, ko si, bom rekla, otroško navdušen nečem, marsikdo to posmehljivo dojame. In to je meni osebno bolečem, pa se zaprem in pa sem zamerljiva. In v bistvu zameram, a hkrati nočem sebe bremzati, ker nočem zdaj zaradi nekoga drugega, ki se mu zdi to pač brez veze, da bom zdaj sebe depresirala, no, v tem stilu. Ja, mislim, zdi se, kot da se dosti vleče kaj nase, no, mislim, na nek način in ja, kot da so to neki obrambni mehanizmi oziroma prilagoditve, no, ki izhajajo mogoče iz tega obdobja, mislim, tako da mogoče dosti bi bilo zadelati, no, mislim, vsaj sliši se, no, mislim, mogoče s tem otroštvom, pa s to kritiko, no, se pravi, staršev oziroma mogoče nekih avtoritet, no, mislim, ki nekako niso... Ali pa ljudi, ki so ti pomembni v življenju. Tako, tako da mislim, da je to... Bom rekla, mogoče se ni toliko govorilo niti o tem, tudi, mislim, šolstvo samo ni o tem, mislim, ja, ni bilo veliko informacij, no, mislim, jaz mislim, da so tudi generacije, mislim, odraščali v bistvu brez, bom rekla, teh informacij, no, mislim, kaj to sploh pomeni. Jaz bi imel eno vprašanje. Ali je mogoče kakšno raziskovanje na ta način, da v bistvu veliko so visoko občutljivi, da so tudi dosti bolj dojemljivi za stvari na oni strani realnosti? Ja, Ehrenova eno poglavje prav nameni temu, no, mislim, se pravi pomen, oziroma ona bolj raziskuje, mislim, pomen, bom rekla, transpersonalnih terapij, pa tudi v bistvu oseb, ki so mogoče bile zaradi tega bolj povezane, bom rekla, z nekimi sinhronicitetami v življenju, no, se pravi, povezani z nezavednim, no, na nek način, če pravimo potem Jungove pojme. Tako da to definitivno so tudi neke lastnosti, no. Mislim, da zdaj, jaz študija v celoti, mislim, nekako nisem brala, ker je napisala to knjigo, kjer je povzela te stvari, ampak mislim, da so velike povezave, no. Mislim tudi s tem, da se lahko pač občuti, zdaj gremo spet na neko temo presežnega, no, mislim, ker mogoče težko
razložiti, ampak mislim, da je pomemben del, mislim, da je še en komentar, pomemben del občutenja, no? Mislim, mogoče visoko senzitivnih oseb. No? Zdaj, kaj za to, koga pomeni osebno, pa mislim, da je mogoče stvar osebnega prepričanja, mislim, verovanja, spravi, so mogoče bolj filozofske teme. Mene se zanima, je možno, da si na enem področju življenja bolj senzitivn kot na drugem? Pač ne vem, da lahko na enih področjih normalno funkcioniraš, brez težav in reguliraš vse to, so pa področja, v mojem primeru, neki partnerski odnosi, kjer se pa ta visoka senzitivnost ful kaže. Jaz mislim, da je možno, mislim, tako, zdaj konkretno, mislim, bi bilo verjetno potrebno pogledati, mislim, pač, mogoče celo anamnezo, mislim, pač tudi preteklost, no. Ampak zdi se mi, da mogoče področje, rekla, partnerskih odnosov pogosto je, no, vezano, spravi na te naše načine prilagajanja, ki so nekako povezani tudi z otroškimi odzivi, se pravi nekimi načini, ki smo se jih naučili, priučili. Zdaj, pri visoki senzitivnosti, mislim, pogosto lahko gre za neke občutljivosti v odnosu, ki so, bom rekla, pretirano občutljive, no, mislim, in mogoče osebe potem, mislim, oziroma partner tudi težko to razume. In zdaj, pomembno je mogoče, no, mislim, nagovoriti, se pravi, te občutke, pa mogoče te dele sebe, no, mislim, ki se nekako ne čutijo sprejete. Bom rekla tudi, no, mislim, take situacije. Ampak lahko vprašam konkretno, kaj se zgodi v terapiji, ko se ti soočaš s tem nekim svojim občutljivim delom. Kaj je potem naslednji korak? Ti ga ugotoviš, da obstaja in ga sprejmeš in se potem posledično spremeniš, ali enostavno samo si brez slabe vesti naprej tak? Kaj je tisto, kar pomeni, da si razrešil? Kaj posod poslušamo, razreši. Kaj to v praksi pomeni, da si razrešil? Jaz mislim, da gre za prilagoditev, no, mislim, ne vem, če gre toliko za razreševanje, zato ker verjetno ta občutljivost, mislim, ostane. Je mogoče samo več zavedanja, se pravi, kdaj se pojavi, na kakšen način, v kakšni situaciji, mislim, katere situacije se izpostaviti, v kateri ne, mogoče se ne počutiti svojeno, oziroma ne imeti tega občutka krivde, oziroma bom rekla, neprimirnosti, no, mislim pač v določeni situaciji, če je povezana s kritiko. In se pravi, gre za dobesedno učenje iz nekih situacij, kjer se ne počutimo, no, mislim, sprejeti, se pravi tam, kjer mogoče doživljamo največjo kritiko, mislim, da se na tem področju, mislim, mogoče izpostavimo, oziroma kaj bi se zgodilo, mislim, če bi se, recimo. Tako da jaz mislim, da je, bom rekla, hkrati neka skrb zase, no, mislim, mogoče za ta svoj občutljivi del, hkrati pa delo na tistem delu, ki ga lahko ojačamo, no, mislim, tako, v terapiji. Tako da jaz mislim, da sprememba je, mogoče ni več te potrebe, da se pravi, gremo v neke situacije brez glavo, no, ali pa presodimo, v katere gremo, v katere ne. Ampak zdaj, je. Globe je zgodam, to je okvirno, ker to govorimo o tem, razčisti, da včasih mi gre že kar v... Je to ena fraza, no, ki se dostakrat je lahko tudi prazna. Je pa res, da ko se spremeniš ti vseb, se velika tudi okolica potem ne odzove na to tvojo spremembo in se tudi okolica spremeni in te mogoče niti ne spravlja več toliko stisko kot je prej, ker se odzivajo tudi oni na tvojo spremembo. Vsaj tako sem jaz nekako doživela. Še kakšno vprašanje? Čistko, ne, pač res, kritike se nas tudi zelo hitro dotaknejo, ampak hkrati imam pa še drugo vprašanje, to pa tudi zdaj na svoja vintage leta ugotavljam. Kaj pa, če si bil v otroštvu pretirano pohvaljen za stvari, ki pa mogoče res niso bile čisto za pohvaliti in potem kot odrasel pričakuješ tudi od tebi ljube osebe, ne od tretje osebe, pa kot tebi ljube osebe, da bo pa tudi to prepoznal, kot so tvoji starši prepoznali, ko so te takole dali. In hkrati v bistvu s tem nekako postaneš zoporen drugmu, ker ne ve, ali te more pohvaliti ali ne, ti pa pričakuješ, da bi opazil pa neko malenkost, ki si jo naredil, ne, pa zdaj pa bi kar ne za pohvaliti bilo. Kako pa s tem, recimo, da sam pri sebi se ne čutiš prizadetega, ker te nekdo ni pohvalil, ker bi po tvojih pričakovanjih pa si služil do te, ne? A veste, ta občutljivost tudi, ne? Kaj pa v tem primeru narediti? Zdaj, mislim, da tle mogoče se sliši, no, mislim, kot ta del malo povezan, rekla, z nekimi starševskimi kompleksi, no, spravi, mogoče s tem delom, da bi bilo dobro mogoče predelati, no, mislim, kaj pomeni ta pohvala, mislim, kaj pomeni za vas osebno, mislim, zakaj jo potrebujete, no, mislim, ja, si to, ja. Zdaj, tle mislim, jaz nimam odgovora, mislim, da je to za vsakega posameznika, mislim, pač stvar, rekla, mogoče lastne terapije, mislim, in lastnega poglabljanja vase, no, ampak je pa sigurno neka,
rekla spet prilagoditev, ki mogoče kaže, mislim, bolj neko nagibanje, mislim, Aronova, recimo, dosti se ukvarjala, ker so različni psihologi v Ameriki poskušali dokazati, da je to spravi neka obramba narcisističnega spektra. Nočem zdaj soditi, ampak zdaj potreba po pohvali je lahko mogoče tudi ta pretirana, bom rekla, potreba po temu, da ti nekdo opazi, da te nekdo vidi. Se kar sprejmem, ne, se določeni delčki, se mi zdi, kot da smo vsi mečkar narcisi na določeni osi, ne? Mislim, da se hitro prepoznamo, no. Pa da v določeni miri mislim, da seveda narcisizem tudi zdrav. Ker sem vsem samo kritična, pa imam to kot pogleda tudi vase, ne? In vedno bolj zaznavam, da sem res na drugih obratih. Ja, gre za mogoče neke prilagoditve. Mislim, fajn bi bilo ugotoviti, no. Mislim, predvidevam, da potem to vpliva na precej stvari, mislim, v vašem življenju, da se to kaže. Mene pa zanima, glede sanj, v bistvu, a so to izraz lahko kakšnih travm iz otroštva, ali v bistvu je to samo kot podzavest, ki se izraža, naprimer te realne sanje, ko, ne vem, sem sanjala brata, ki mi je umrl že ful dolg nazaj, ki je zdaj prišel nazaj do mene in me ubil in tako pač. Tako da sem v bistvu, tudi ko sem se zbudila, sploh nisem dojela, da je umrl, sem rabila pač kakšno uro, dve in pa sem se spomnila, da je umrl. Ali je to mogoče povezan tem? Ja, mislim, da je vprašanje nezavednega zelo globoko in široko, no, mislim, tako da, mislim, da je Jung pač, posvetil celo življenje, no, mislim, pač študiju, mislim, in delo s sanjami. Tako da rekla bom, da obstaja več različnih, mislim, nivojev sanj tudi, no, mislim, tako da več, mislim, veliko stvari lahko predelujemo v sanjah, no, mislim, med drugim tudi mogoče žalovanje, mislim, kot en proces, no, mislim, če govorimo zdaj pač o umrlem bratu, ampak lahko ima več pomenov, se pravi, tudi sanje analiziramo s pomočjo simbolov, se pravi, kaj ta brat pomeni, mislim, se pravi, v vašem življenju, no, mislim, se pravi, vedno so vezane mogoče, mislim, na posameznika, na njegovo individualno nezavedno, se pravi, bolj zapletena slika, no, mislim, ampak definitivno pa je to področje, bom rekla, nekega presežnega, no, mislim, ki nam lahko pogosto ponudi veliko odgovorov, mislim, včasih lahko tudi tolažbe, no, mislim, pač v nekem delu. Pomembno je, kdaj se pojavijo, recimo, kaj se zgodi dan prej, mislim, pred sanjo, recimo, no, spravi na nek način je komentar nezavednega, pač na nek dogodek v našem življenju, tako da je več, bomo rekli, vprašanj, mislim. Ja, v bistvu ni bilo nič tazga, sploh tako, pač normalen dan, pa sanje in pač jaz si tako sanjam več sanj na noč in se večinoma spomnim. In kakšne so pač preveč realne in si jih kdaj skoraj da ne moram razložiti, zakaj pač se mi to dogaja. Mislim, fajn je, če sanjate, mislim, da bi se pač res ukvarjala, no, mislim, pač in pač analizirala, mislim, kdaj tudi sanjam, pa mogoče več zvedla, no, mislim, o temu. Definitivno se sliši, mislim, kot da je vaše nezavedno, mislim, pač res globoko, no, mislim, in aktivno, da veliko stvari je, bom rekla, komentirano, mislim, pač iz vsakodnevnega življenja, no. Tako da sam pomen pa včasih ni najbolj logičen, mislim, tudi sanje uporabljajo metafore, mislim, se pravi simbole, tako da pogosto, mislim, pač, je potrebno neko globlje znanje, mogoče za samo analizo, no, mislim, sanje. Pa čeprav razumem se, da sanja mi tudi v bistvu razčiščati, mislim, razrešiti stvari, ki jih pač dejansko zavedno teži. Ja, jaz dostikrat svojim klientom rečem, da v bistvu ne bomo našli pač nekih racionalnih odgovorov, da zato pogledamo sanje, ker v bistvu, če bi imeli racionalne odgovore, verjetno ne bi imeli težav. No? Mislim, tako da pač nezavedno vidim pač kot ta iracionalni del naše psihe, ki nam lahko pomaga, mislim, pri razreševanju, bom rekla pač, zavestnih blokad, mislim, težav, nevroz, mislim, pač neprilagoditev osebnosti. Tako da, definitivno, ja. Obstaja kakšen nabor zdravstvenih težav, ki so pogosti pri takih visoko simboličnih osebah, kot je na primer glavoboli, migrene in take stvari? Ja, jaz mislim, da Aronova v knjigi, mislim, pač precej opiše, mislim, pač tudi te simptome, no, mislim, tako da, če se poglobite, mislim, v knjigi sigurno je. Veliko študij je bilo že narejenih, no, mislim, tudi na tem področju, mislim, tako da, jaz mislim, da se da najti odgovor. Zdaj, na pamet, jaz ne vem, če bi vedela, mislim, je pač ta, mogoče, glavoboli definitivno so, no, mislim, se pravi tudi, mogoče neka pretirana anksioznost, mislim, nagnjenost depresiji, melanholiji, mislim, mogoče to ene, no. Je pa še cel spekter, no, mogoče enih težav, ki
mogoče si pogledate v knjigo. Mogoče tudi fibromialgija pol zraven pride, ne, kot pretirano odzivno živčnega sistema, ne, kjer je pač nižje od amigdale navzdol, da se narobe zvezane, srečem. Ja, jaz imam, da bom rekla, psihosomatskih težav, mislim pač malo drugačno stališče. Če ste brali Gabor Matija, mislim pač je tudi izdana založba Primusa, mislim je lahko povezano, mislim, s precej, rekla, tudi psihološkimi vidiki, predvsem povezavi z izraženim čustvom, mislim, se pravi nekih globih emocij, mislim, vseh teh težav, mislim, o katerih tudi govorimo, mislim, spomnem. Še kdo? Zaključimo. Ok, pa hvala Manca za vse tvoje odgovore. Jaz ti želim vse dobro pri tvojem delu in raziskovanju še naprej. Hvala vsem, ki ste prišli. Tako da priporočam branje to knjigo. Visokosenzitivna oseba je v bistvu poglobljeno opisana na 340 straneh, tako da se res lahko poglobite v to temo, če vas bolj zanima. In če ste se prepoznali v tej lastnosti, se mi zdi res pomembno, da jo prepoznate kot prednost, kot dar, ki ga lahko izkoriste, nikakor si ne želi, da bi manj čutili, ker glih to, da globoko čutite, vam pomaga, da imate bolj globoke odnose, bolj globoki odnosi pa pomenijo bolj smiselno življenje, bolj barvito življenje. Je pa res, da brez nekega zavestnega dela na sebi pa težko izkoristimo to prednost, tako da naj nam bo iskanje smisla, senzitivnosti izziv v življenju. Srečno in hvala. Hvala.